Dobro večer, začenjamo 5. del podcasta Duhovnik v poslu. Dobrodošli nazaj vsi, ki ste redno spremljali. Če pa je ta del za vas prvi, ki ga gledate, prav tako dobrodošli. Jaz sem Marko, z mano je duhovnik Janez. Janez, 5. del je to že, kako si tokrat? Ti zelo se veselim. Se veseliš, no super. 5. del podcasta objavljamo 11. junija 2021, to je petek, na petek, ko v katoliški cerkvi praznujemo praznik Jezusovega srca, srca Jezusovega. Gre za praznik, ki se med drugim dotika bistva Boga, ki je ljubezen. In zato tudi gre za praznik, ki se dotika bistva duhovniškega poklica. V 5. delu bi zato se pretežno lotila vprašanj o kandidatih za duhovniški poklic. Pretežno, še prej pa bi se lotila par drugih vprašanj, in ker na ta dan, torej na praznik srca Jezusovega, v evangeliju beremo o tem, kako so Jezusu prebodli srce, ko je bil križan, bi začela z enim težkim vprašanjem, mogoče, kaj duhovniku pri opravljanju njegovega poklica prebode srce in kakšen je ali pa bi mogel biti njegov odziv na takšne preizkušnje. Vemo namreč, da tudi mi zaposleni v drugih službah doživljamo razne neuspehe pri delu ali pa imamo težke odnose s sodelavci, z nadrejenimi in tako naprej, podrejenimi tudi recimo. In vse to nas lahko prizadene. Skratka, vsi imamo neke take točke, kjer se nam prebode stres srce. Lahko poveš osebno, kaj tebi, ali pa tudi na splošno, tako recimo, če kakšna pogosta stvar. Pa ne mislim tukaj pritoževanja. Tako, realnost. Jaz mislim, da jaz to razumem na dva različna načina. Enkrat ti lahko prebode srce nekaj, v kar vlagaš veliko ljubezni, pa nimaš nič odziva. Drugo je pa, da ti prebode srce nekaj, kar je sočutja vredno do te mere, ali pa ko vstopiš v sočutje do te mere, da ti to raztrga srce. Prva stvar, ko imaš raztrgano srce zaradi tega, ker ni odziva, je boleča na en način. Pri duhovniku se to naredi čisto preprosto tako, oziroma pri meni se to naredi tako, da sem prepričan, da imam nekaj zadati ljudem, ki pač pridejo ali pa ne v cerkev, oziroma tisti, ki jih zanima ali pa pač ne. Jaz vsekakor imam zadati nekaj, in to je, da nas Bog osebno ljubi, pa na to ni nobenega odziva. To je ena izkušnja strtega srca, se pravi neodzivnost. To je en tip, ta je zame osebno zelo težek. To je zelo trpka izkušnja, da imaš občutek, da imaš biser, pa ta biser nikogar ne zanima. Drug tip strtosti je pa strtost zaradi trpljenja. Ko z nekom, ko ga poznaš, in to je še najbolj trpko, ali pa najbolj boleče, ko ti je blizu, ko poznaš njegovo zgodbo, situacijo in tako naprej, ko živi, in vidiš, da trpi. Da trpi in da ob tem trpljenju v bistvu nima drugega, kot da je na kolenih in da se zjoka. Mislim tle na en konkreten primer, ki mi ga ljudje podelijo, pač zaradi tega, ker želijo, da njihovo trpljenje z njimi delim, da smo v njihovem trpljenju z njimi v molitvah. In ko si na tak način strt v svojem srcu, preboden, je to seveda druga vrsta bolečine, ta je pač potem na nek skrivnosten način v Kristusu ne uničujoča, čeprav je težka, je boleča, ampak je kljub vsemu dvigajoča. Hvala, to za začetek tako težko vprašanje, tako entry, ampak peva na malo bolj lažje teme zdaj naprej. Hvala, Janez. Duhovništvo ima na nek način tudi svoj rokodelski vidik, tako rekoč.
recimo, vidimo duhovnike, iztegnjene roke, dvignjene roke, razprte roke, premikanje rok v križu, tudi poljub, poklek, celo ležanje na tleh celim telesom, z obrazom navzdol. Zakaj je potrebno takšno rokodelstvo? In kaj, na primer, pomeni ta gesta, ki je tudi privzeta gesta tega podcasta? Ja, najprej k prvemu vprašanju mogoče, pač začnem s prvim. Jaz mislim, da je ključ za razumevanje in tudi za vstop v to realnost teh rokodelskih elementov, se pravi vseh teh gest, bomo rekli, ki so lahko z rokami ali pa tudi s celim telesom, da smo kristjani tisti, ki verujemo v Boga, ki postane del naše narave, ki prevzame celoto naše narave in jo z nami deli. In to pomeni, da duhovnost kristjana ni duhovna, ampak je telesna. In da se torej duhovno in telesno povezujeta. In če hočeš telo dobro povezati z duhovnim, če hočeš svojo duhovnost dobro živeti, potem jo moraš tudi telesno izkusiti. In torej, ko rečeš, jaz te blagoslavljam, recimo en primer, je ena stvar, da jaz rečem, jaz te blagoslavljam in nate torej kličem mir in to ima svoj efekt, lahko to naredim po telefonu. Se pravi, ne po videoklicu, ampak po klasičnem starodavnem telefonu, se pravi, da se sam slišim z nekom. Lahko pa to naredim tako, da dvignem roke in se tvoje glave dotaknem. In na ta način kličem nate Božji mir. In ta način ima več učinka, zaradi tega, ker vključuje tudi telesni dotik. In tako bi lahko šel tako rekoč čez vse. Lahko gre tu v odnosu do neke druge osebe, recimo, da jaz nekoga se dotaknem in pri zakramentih, pri tem, kar počnemo duhovniki, je tu zmeraj vključeno, nek dotik. Lahko je pa tudi tu za svojo lastno izkušnjo. Recimo, jaz imam stalno prakso, da ne grem v kapelo moliti na ta način, da se pač usedem in tam sedim 1 uro, ampak grem zmeraj tako moliti, da poleg tega, da pokleknem ob vstopu v kapelo, da se tudi dam za 1,5 ure na kolena in da klečim na kolenih in s tem seveda svojo telesno izkušnjo klečanja ali pa velikokrat se tudi dotal kako se reče to, priklonem, da grem, rekel, ščalam na tla in svojim rokam, da se tal dotaknem, da jih tudi čutim in seveda tu ta telesna izkušnja pomaga moji duhovni izkušnji in obe gresta, rekel, z roko v rok. Tako, to je, kar se tiče naših rokodelskih vidikov, tako. Zdaj, kaj si že rekel, pri drugi stvari? Pri križu, ja. Ja. Pri križu, pač križ, forma križa, oblika križa je pa v krščanstvu ne od začetka prisotna, ker na začetku ni bilo toliko križov, ampak potem s časoma se izoblikuje oblika križa, čisto preprosto zaradi tega, ker je oblika križa tista, kjer je Jezus trpel in umrl na križu. In križ v končni fazi je zadnje telesno pričevanje, je zadnje fizično pričevanje za dejstvo, da Jezusovo učlovečenje vključuje tudi telesno izkušnjo. Se pravi, da razodetje Boga ne gre samo preko nekega razumevanja, nekega intelekta, ampak gre tudi preko telesne izkušnje. Zadnje znamenje od vseh je pa točno vojak, ki s sulico prebode Jezuso stran. Zatem pride, torej stran, se pravi, gre skozi njegova rebra in v srce sulico in ga s tem na ta način prebode, kar pomeni, da s tem preveri, da je tisti zločinec, ki visi na križu, zares umrl, da s tem se zagotovi, da je zares umrl in da je torej on, ki je eksekutor, izpolnil svojo nalogo. In to telesno znamenje je pa zadnje, ki ga imamo v Jezusovi zgodbi, zgodi se po njegovi smrti, zatem pride samo še pogreb. In torej križ je temeljna forma krščanstva, zaradi tega, ker je to zadnja priča
Jezusove podaritve, da on da svoje življenje do konca. In tako pride križ v celo umetnost, v vse znamen, vso simboliko, bomo rekli, krščanskih obredov, vsega, kar kristjani uporabljamo, in krščanskih gest, ki je začenši z gesto blagoslova, ta forma križa, ki jo narediš pri tem podcastu, je v bistvu gesta, ki jo duhovnik naredi ob tem, ko blagoslovi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, kot je zapisal Pavel večkrat v svojih pismih. Pa še na eno vprašanje, tudi malo bolj lahkotnejše narave. Duhovništvo je na nek način tudi uniformiran poklic, torej neka uniforma, neka obleka. Uniformirani poklici so tudi policaji, vojaki, radarji, varnostniki, zaposleni v zdravstvu, sodniki itd. Zdaj so neke podobnosti, pa tudi razlike. Kateri kosi teh uniform, oblačil so recimo tipično duhovniški, kdaj se nosijo, čemu pravzaprav služijo te uniforme, ta oblačila? Pri tem mogoče razlikujemo med duhovniki in redovniki. Tisti, ki so menihi, ali pa redovniki in menihi. Menihi so bolj zaprtega tipa in se ne kažejo na zunaj. Redovniki so bolj odprtega tipa, pa vendar skupaj v samostanu živijo. Recimo en primer bi bil Frančiškan. Ti imajo načeloma svoje kute, svoje redovne obleke, ki so še bolj kodificirani, bomo rekli. Na drugi strani imamo pa nas duhovnike, ki v bistvu živimo na župnijah v svetu, sred ljudi, v mestih, na vaseh, tam, kodr pač vsi drugi ljudje živijo, se ne zbiramo skupaj v samostanih. In za nas je pa pravilo uniformiranosti nekoliko bolj ohlapno. Prej, v starih časih, mislim tu na nekaj desetletij nazaj, ki se ga starejši še spominjajo, so imeli duhovniki tipično črno obleko, ki je šla od ovratnika pa v smislu tunike do tal. Ta obleka se imenuje talar in je imela, po mojem mnenju, svoj smisel, svoj socialni smisel v starih časih, ker so bili marsikateri poklici so bili tako kodificirani in duhovnik je bil izmed tistih, ki je bil pomembne narave in je torej moral biti kodificiran zaradi pač vseh možnih razlogov. Ta obleka danes je še čist legitimna, lahko je duhovnik nos. Jaz osebno jo nosim z vidika toplote, pač v mrzli cerkvi pride en talar, ki je z volne narejen zelo prav, ker te fajn greje. Torej, eni redki ga sicer nosijo in je tu čist okej, po mojem mnenju, ni pa več, izgubil pa je neko aktualnost za sedanji čas. Po mojem je treba danes bolj iskati načine, kako hkrati biti na nek način uniformiran, se pravi, da smo neko znamenje, prepoznavno znamenje in hkrati, da imamo tudi, čist elemente, ki so značilni za vse ljudi tega sveta. Recimo, jaz sem zmeraj tako, jaz sem v srajci s kolarjem, tu se imenuje kolar, v bistvu je tu samo plastika, mislim, tudi nič tega in nič skrivno. PVC? To je čist PVC, ja. Imate kakšno bolj ekološko različico kolarja? Ja, karton ali pa tako. Ne vem. Ne vem, ja. V glavnem, imam pa tudi, trenutno imam pa pač levijske obleke, evo jih, ne vem, koliko je številka, 500 nekaj. Te konkretno sem dobil za darilo od nekoga, ki je za levi izdelal in mi je rekel, če hoče mene hlače, ker je imel glih mojo 30 številko in sem jih pač vzel in jih pač nosim kot čist vsak drug, normalna hlača. Kar pomeni, da poskušam, pač tole govorim bolj zasjaben, poskušam najti eno ravnotežje med tem, da imam en mini element, ki je prepoznaven, da si duhovnik, pa vendar, da nisem zdaj ko en marsovc, sem se tako po narekovaj marsovc, seveda, da nisem v svoji obleki totalno nenavaden. Bi šla naprej na osrednji del, torej smo odprtje dali skozi, osrednji del pa, kot rečeno, o kandidatih za duhovniški poklic. Zdaj, je na trgu dela, če tako se izrazimo, glede na povpraševanje na trgu,
duhovništvo deficitaren ali suficitaren poklic, torej duhovnikov preveč, premalo, in pa če je deficitaren, torej duhovnikov premalo, kar bi verjetno sklepala večina od nas, tako, če bi ugibali, ne, ali pa pač kakorkoli poznamo že razmere, zakaj se v bistvu preprosto ne objavi razpisa za toliko in toliko prostih delovnih mest, recimo? Po mojem je temeljni razlog ta, da duhovništvo ne sledi pogodbeni logiki, ampak sledi družinski logiki. Mogoče sem to že kdaj rekel, no. Ja, prejšnjih podcastih, ja. Ja, se mi zdi, ja. Ampak pač tle moram čisto preprosto ponoviti, zaradi tega, ker meni se zdi, da je gotovo, so elementi, o katerih lahko govoriva. Recimo dejstvo, da je duhovništvo deficitaren poklic, lahko bi tu zagovarjal, ne. Če tudi bi tudi obrnil lahko, da ni deficitaren, bi tudi lahko zagovarjal. Predvsem pa moramo, po mojem, se moramo zavedati, da duhovništvo ne sledi pogodbeni logiki, kar pomeni, da nekdo, ki ga postavimo za duhovnika, to ni zaradi tega, ker smo se tako dogovorili, ampak je to zaradi tega, ker gre za odnos, ki spominja na družino, in ko si ti del družine, tle ne gre več za pogodbo in ne gre več za dogovor, ampak gre za tvojo naravo. Ti si del družine, to je tvoja narava, to je tisto, kar ti si, in ne tisto, kar ti izvajaš. Ne? In z tega vidika je, po mojem, mora obstajati neka temeljna razlika med poklicem, katerimkoli že, kjer imamo pač pogodbo, ker ti najameš nekoga in z pogodbo definiraš pogoje ali pa rekel dolžnosti in pravice odnosa, za katerega ti nekoga najameš, in potem v zameno pač mu daš tisto, kar mu gre. Zdaj, pri duhovniškem delu so tudi pogodbeni elementi. Moraš tudi pogodbo imeti v tem smislu, da definiraš, kje so pravice in dolžnosti nekega duhovnika, ki opravlja to in to nalogo, in zato tudi prejme neko plačilo, ker pač živi v tem svetu, kjer uporabljamo za preživetje denar, pa vendar za njegovo poslanstvo, za tisto, kar on je, ne uporabljamo pogodbenih razmerij. Ne? In z tega vidika ne moreš tako rekoč razpisati nekega delovnega mesta in reči, prijavite se 10 ljudi, potem bomo pa tako kot se v kadrovski službi zagre, filtrirali ljudi, jih imeli na intervjuju in potem bomo izbrali najboljšega pač. Kandidata za duhovništvo izbiramo tekom več let, zaradi tega, ker se nekdo prijav pod narekovaj, oziroma pride do škofa in reče, jaz bi bil pa rad duhovnik, in pač škof reče, ok, lahko si tlele med kandidati, bomo videli. In potem ima tekom vsaj 6 let, ga spremlja, ima z njim pogovore, ga preverja. Pa izkušnja kaže, da pri mnogih, ali pa pri nekaterih, še tudi ni zadosti, bi mogli še več se preverjati, kakorkoli, po vsem preverjanju, ki poteka skozi pogovore, ki so dolgotrajni in trajajo več let, se v končni fazi srečata dve volji ali pa dve svobodi. Ena je volja cerkve v imenu škofa, druga je volja posameznika. In če se te dve srečata, da in posameznik, ki si to želi, ki pač reče, jaz si to želim, in škof, ki tega posameznika sprejme v svojo družino, če oba rečeta, hočem, potem lahko nekoga postavimo v duhovniško službo, ampak s tem mi spremenimo njegovo naravo. Mi vzamemo duhovnika izmed ljudi in ga naredimo za nekaj drugega, kar bi sicer bil. In z tega vidika ne moramo slediti samo neki logiki razpisa, pogovora in sklenitve pogodbe, ampak moramo slediti neki drugi logiki in pač to imamo trenutno na tak način v cerkvi. Torej, verjetno iz istega razloga, kot si zdaj pojasnil, tudi recimo spodbujanje kandidatov s štipendiranjem, tako no-go, ni denar tisti, družina je, ta odnos. Ja, tako, točno to je. Ja. V bistvu, težko bi zdaj, verjetno obstajajo neki prijemi, s katerimi ti lahko malo pognojiš, človeška srca, zato da se bolj odločijo ali pa lažje odločijo, v večji meri odločijo za duhovništvo. Tako kot lahko recimo pognojiš deficitarne poklice, daš štipendije, daš pač XY
neke ukrepe gotovo imamo, no? Tako na državnem, v civilnem smislu, kot tudi v cerkvenem smislu, ampak štipendija tu ni, ja, gotovo. Ja. Zdaj, malo si že nakazal, tako, kaj mora v bistvu narediti nekdo, če želi postati duhovnik, pač priti do škofa, izraziti neko željo. Zdaj, mogoče, če se bolj podrobno izpustiva v to vprašanje, kaj naj recimo naredi mlad fant ali moški, če razmišlja o duhovniškem poklicu, recimo, če je osnovnošolec, če je dijak, če je študent, če je odrasel v poklicu, torej na različnih, bom rekel, stopnjah življenjskega obdobja. In pa tudi kakšna stopnja odločenosti se predpostavlja, da narediš ta prvi korak. Mogoče kar tako, gremo po vrsti glede na starost. Če si šolar. Osnovnošolec. Osnovnošolec, kaj takrat narediš? Če narediš kaj? Jaz mislim, da če si, torej, ne glede na starost, prvi korak, ki je, da iskreno prideš potem takem predvidevam, da si vernik in da imaš neke vrste odnos z Bogom, z živim Bogom, da vanj veruješ in da se na njega obračaš. To ne glede na starost. In v tem primeru bi rekel, za vsako starost, za od najmlajšega do najstarejšega, bi rekel, v iskrenosti prideš pred Boga in najprej se sam sebe postaviš pred Boga in izpostaviš svoje hrepenenje in preverjaš, ali ti ta želja, jaz bi bil pa duhovnik, prinaša mir in veselje, ali ti povzroča stisko. Tu je že en proces, ki ga lahko vsak človek naredi. Torej, osnovnošolec, pač jaz sem tu delal, tako zelo skrivoma, zelo nejavno, zelo nisem tega govoril, ampak vem pa, da se tudi lahko dela. Torej, jaz pravim, tudi en osnovnošolec, če je iskren v srcu, ima smisel za Boga, ima smisel za pogovor z njim, ima smisel za izročitev, lahko celo ima osebni odnos z njim. Drug korak je, da gre do svojega župnika, oziroma do duhovnika, ki ga pozna. Tako lahko je, bomo rekli, nek osnovnošolec v nekem okolju, kjer ni župnika, ampak je nek drug duhovnik. Kakorkoli, gre do duhovnika, ki je v njegovem okolju in mu tu podeli. In ga vpraša, kaj si on o tem misli in kako naj živi. Se pravi, da ga ta duhovnik nekoliko spodbuja pri tem, da bi razučeval, da bi razvil to idejo in tako naprej. Se pravi, da izbere neko osebo, duhovnika, bi jaz rekel, ki ji zaupa, in s katero lahko tu podeli. Ker se mi zdi, da glih zaradi tega, ker ne gre za neko pogodbo na vidiku, ne gre za neko kariero na vidiku, ampak gre za neko novo družino na vidiku. In z tega vidika je fajn, da stopiš v stik s pripadnikom te družine, ki ti lahko malo pomaga. Tretja stvar, ki jo pa naredi, je pa, da nadaljuje svoje vsakdanje življenje. Osnovnošolec hodi v šolo in karkoli se bo zgodilo, on bo moral morebiti bo postal duhovnik, bomo videli, ampak ukolikor bo postal duhovnik, bo itak moral študirati in torej on mora najprej svoje dolžnosti izpolniti, mora iti na srednjo šolo, po možnosti na gimnazijo, da bo naredil na koncu maturo, da se bo potem takem vpisal na fakulteto. Če si srednješolec, a je kaj drugače, kaj razlike ali je že kakšen korak več ali razlike v koraku, kako izrazito narediš nek korak, ki si jih zdaj naštel? Pri srednješolcu bi jaz rekel, da sta dve kvalitativni stvari, ki lahko gre ta nekoliko dlje. Prva stvar je, da ta pogovor z duhovnikom lahko poglobiš malo bolj, ker si že malo bolj zrel, ker so tvoje misli malo bolj odrasle, skristalizirane, malo bolj fokusirane in lahko greš ta pogovor na tak način, da ga imaš redno. Da tako rekoč rečeš, ti si moj župnik ali pa tebe poznam kot duhovnika ali pa en srednješolec lahko marsikoga pozna po celi Sloveniji, bomo rekli, ne poznamo samo lokalne župnike, ampak kogarkoli, s katerim imaš zaupanje, se najaviš in rečeš, a bi ti z mano imel en pogovor, ker imam pač tukaj stvari, ki bi jih rad malo razčistil in tako. In je zmeraj dober,
da stvar poglobiš, da greš vase in da daš na mizo tisto, kar pač živiš. No, tako. To je ena, po mojem, kvalitativna razlika. In druga kvalitativna razlika pri enem srednješolcu je ta, da je v svojem življenju že pred prvo malo bolj odraslo odločitvijo. Namreč, kam se bo vpisal na fakulteto potem, ko bo maturiral. Oziroma, kam bo šel naprej potem, ko bo naredil strokovno maturo. No, tako, če ni na gimnaziji. Ne. Oziroma, kaj bo storil, ne, če je na strokovni šoli, na neki 3-letni šoli in potem pač pride do konca in potem kaj. Ne, in tu je neka kvalitativna razlika, ne, da človek naredi že prve čisto prave, ne, osebne odločitve, ki nekako začrtajo način, kako bo njegovo življenje potekalo. Medtem ko ta vidik živi vsakdanje življenje in si prizadevaj za to, da boš dober človek in dober kristjan, ne, to seveda ostaja. Pomeni, da imaš osebno molitev, da bereš svetpisem, da se udeležuješ evharistije, da hodiš k spovedi, se pravi, da si deležen zakramentov, to je v vsakem primeru aktualno. Recimo, srednješolska leta minejo, si polnoletna oseba in recimo, da nisi šel še delati, da si šel nekaj študirati, kar pa ni študij za duhovništvo. Kaj v tem primeru? Si študent. Si študent, tako. V tem primeru si dobiš duhovnega spremljevalca, ki je lahko duhovnik ali pa ne. Se pravi, lahko je to en prav duhovnik, ki ga v tem primeru pač nujno poznaš in ga prosiš, da je tvoj duhovni spremljevalec. Tle pa ni več zdaj ne smeš več malo biti tako po otroško razlagati, ampak pač, ne, če si ti odrasel in si želiš postati duhovnik, potrebuješ duhovnega spremljevalca. Punkt. In torej si ga najdeš si ga pa tako, da ga pokličeš, da greš do njega, da ga vprašaš, da mu pišeš mail in se predstaviš svojo situacijo in ga vprašaš, če bi te on spremljal. To je po mojem prva stvar, ki je modra. Razen tega, da že računam, da živiš svoje vsakdanje krščansko življenje, da je tvoja ideja o tem, da bi postal duhovnik že nekoliko prečiščena, čist presjap. In če si pa že tukaj daleč, lahko je pa en že tukaj daleč, da mu je že totalno jasno, da bi bil duhovnik, pa se pa lahko najaviš svojemu škofu. Oziroma, svojemu škofu, lahko se najaviš škofu, kateremu je pa v bistvu čist, pri tem smo pa svobodni božji otroci pač, ne. Kdor je krščen, se lahko javi škofu rekoč, da bi bil rad duhovnik, da bi rad bil njegov duhovnik, pač duhovnik v njegovi škofiji. In to lahko vsak krščen moški stori. Ti greš lahko vedno do škofa, pač greš v njegovo pisarno, pokličeš njegovo tajnico in greš na internet, pogledaš, da so uradne ure in pokličeš in se pač najaviš za pogovor z njim in ti dajo termin in se predstaviš svojo situacijo. Za enega, bi rekel, študenta, ki res razmišlja o tem, da bi postal duhovnik in je že recimo bolj proti koncu faksa, je to itak korak, ki je za narediti pač, ne, slej ko prej pride. Kaj pa, če si se po srednji šoli zaposlil ali pa si celo doštudiral nek faks in se zaposlil in hodiš v službo, torej si oseba v poklicu mlada ali pa tudi ne tako mlada. Kaj v tem primeru, če ni že prepozno? Če ni prepozno, je v bistvu odvisen od človekove lastne situacije, ne, in konteksta, v katerem živi in tako naprej. Prepozno pod narekovaji seveda, ne, ker ne gre samo za časovni vidik, ampak gre tudi za kontekstualni vidik, ne, način pač v kateri situaciji nekdo je. Ne, zdaj lahko nekdo prepozna, ne vem, lahko je nekdo sam, mislim, potem takem je nujno samski in ima, ne vem, svojo firmo recimo, je neko firmo ustanovil in mogoče ima idejo, da bi bil duhovnik, ampak ni še čisto dobro razločil in je po mojem mnenju veliko vprašanje, ali Bog res želi, da pustiš svojo firmo, da jo prodaš in greš v bogoslovje ali ne. Ta korak se mi zdi, da ga je treba zelo dobro preveriti. Ali pa recimo ti si samski, imaš, ne vem, si podedval kmetijo od svojih staršev, zdaj ali boš pustil in šel v bogoslovje ali ne, to je treba po mojem mnenju dobro preveriti.
Ne, vsakogar Jezus ne pokliče, če gledamo evangelij, k temu, da zapusti vse, kar ima in hodi za njim. To naredi samo nekaterim. Ne, in zdaj prenaglice v tem, po mojem, bi bilo nespametno. Jaz ne bi spodbudil nekoga, ki ima nek trenutni preblisk in je že v svojem poklicu ali pa ima celo že neko kariero, da kar vse pusti. Lahko pa govorimo, da je nekdo, da ima pač svoj mega poklic in da je že zaposlen. In zdaj, da kar tako pustiš svojo službo, jaz ponovno tega ne bi prehiter naredil. Jaz bi najprej zelo dobro preveril, najprej pri sebi osebno, svojim duhovnim spremljevalcem. In to mora nujno iti čez nek določen čas, to se ne more zgoditi v enem mesecu, to se mora vsaj 1 let dogajati ali pa celo še več let. In jaz, kakor sem videl, bi vztrajal pri tem, da najprej se lotiš tega čist na osebni ravni v zaupnosti svojim duhovnim spremljevalcem. Ni treba laufati takoj k škofu, to pride čas za to, ampak do škofa bi jaz šel takrat, ko so stvari že nekoliko bolj skristalizirane, ker neka jasnost v razločevanju mora biti večja v primeru, da je nekdo v poklicu, da ima svojo firmo, da ima svojo kmetijo in tako naprej, se pravi, da ima že neko svoje lastno življenje, kot v primeru, da je nekdo študent. Ko je nekdo študent, itak še nič ni naredil v svojem življenju. Je v bistvu samo dela, kar je njegova naloga, zato ga pa plačuje država, pač mi, ki davke plačujemo. Medtem ko nekdo, ki je pa že postavljen v svojem življenju, pa potrebuje, po mojem mnenju, več razločevanja in več miru za to in torej manj nekih javnih objav, javnih, ko greš ti uradno do škofa in tako naprej. Recimo, da še malo zakompliciramo to vprašanje. Recimo, si v tej situaciji, ta zadnja, torej že v poklicu, 2 podvprašanji. A je problem, če si, ne vem, v odnosu z neko osebo, z neko punco, ali pa celo, kaj pa, če si že poročen in dobiš to idejo, a je to zdaj, bom rekel, neka blodnja, ki se ti je pojavila, ali je vendarle to nekaj lahko, kar bi in na kakšen način, recimo, tako. Ja, če je kdo v odnosu s punco, potem je, po mojem mnenju, spet treba, podobno kakor je izhodišče, podobno kakor če bi imel nekdo neko svojo kariero, ali mislim, če ima svojo kariero, ali pa če ima svojo lastno firmo in tako naprej, stvar je treba dobro razločevati in se ne zaleteti. Seveda, to je treba podeliti svojo punco, po mojem mnenju, nujno, ne pa nujno vsakega detajla, tudi tisti, ki ima punco, mora stvari s svojim duhovnim vodstvom, voditeljem, spremljevalcem, bomo rekli, dobro razločiti skozi čas, zato da se ne zaletiš. Imeti svojo punco in načrtovati poroko in potem že družino je dobro, to je vendar od Boga, to je Božja zamisel in tega ne bi kar prehiter zavrgel, ker ima mogoče neka hitra ideja malo zmjada, kar se človeku pač velikokrat naredi. V osnovi, imeti svojo punco ni nobena ovira za to, da bi nekdo bil sprejet med bogoslovce in bil posvečen v duhovnika. Če ima nek fant, zdaj še jaz dodatno zakompliciral, pa nočem s tem nobenega škandala, rekel, samo fakte povem. Če ima nek fant svojega fanta in je v aktivnem razmerju z njim, potem v tem primeru ne more biti sprejet med bogoslovce, ker je določilo cerkve to, in to je pač eksplicitno, in tle nočem nič nakazovati nobenega škandala in to ni, čisto preprosto, cerkev ima pravico, da za svoje duhovniške kandidate definira svoje lastne pogoje. In v tem primeru je pogoj ta, da nisi v homoseksualnem razmerju. Če si, potem ne moreš biti niti bogoslovec, niti duhovnik. Isto velja, če si poročan. Se pravi, tle sta pogoja enaka. Kdor je poročan, ne more biti duhovnik v latinskem obredu. Zdaj, lahko si pa katoličan, pa si ne latinskega obreda in sicer tistega obreda, ki predvideva, da kot poročan
da si tudi lahko duhovnik, ampak v tem primeru moraš biti najprej, moraš se najprej poročiti, tako, ne moreš pa biti, se pravi, kdor je bogoslovec, se ima čas poročiti do posvečenja in potem lahko postane duhovnik. Ko pa je enkrat duhovnik, se pa ne more več poročiti. Ne? Zdaj, za latinski obred pa velja, da poročen sploh ne more opravljati duhovniške službe, kar pomeni, da kdor je poročen in če ima, ukolikor ima neke prebliske, da bi bil duhovnik, potem so ti prebliski po definiciji samo njemu v zmedo in v skušnjavo. Ne? Jaz dopuščam, da ga Jezus resnično, ne, da mu daje v srce neko hrepenenje, da bi bil duhovnik, ampak tudi, če je temu tako, po definiciji, dokler je poročen, se pravi, dokler njegova žena živi, tega ne bo mogel storiti v latinskem obredu. In torej, do takrat ta misel ni aktualna. Ta misel lahko aktualna rata šele takrat, ko njegova žena umre. Torej, po definiciji, ne, ta misel te samo mjade. Ja, tako, no. Nisi pa tega želeti, seveda, mislim, če skukaj tako normalen človek, čeprav bi si želel, recimo, to postati, ne, si pač seveda ne želiš predčasnega slovesa ljubljene osebe, normalno. Mislim, da ne, ja, tako, jaz mislim točno to, ja. Mislim, da ne. In zdaj, če bi pa nekdo zapadel v to misel, ne, da si želi, da bi njegova žena čim prej umrla, zato da bo lahko potem kasneje kot vdovc ratal duhovnik, je pa tu še bolj dvakrat dokaz, da je to njegovo hrepenenje, da bi postal duhovnik, samo skušnjava. Ne samo, da ga skuša ta misel o duhovništvu, ampak ga skuša tudi ta misel glede svoje žene. Jasno. Ampak vendarle, a niso nekateri poročeni moški tudi, bom rekel, v bližini oltarja tam pri bogoslužju? Ja, so, ja. Lahko so pač bogoslužni sodelavci. Uradno imamo... Okay, ja. Kaj če je to, recimo? Kaj če je to? Seveda, to pa ne samo, to je pa želeno. To pa ne samo, da je možno, ampak je tudi želeno. Da so, jaz mislim, da je to mega lepo, mislim, da je to dober del celotni cerkvi, če so poročani, odrasli moški, bogoslužni sodelavci, ali bravci pač Svetega pisma, bravci beril, ali pa evharistični sodelavci, kar pomeni, da so v albah ob oltarju in pomagajo deliti obhajilo, Kristusovo telo v času obhajila. To so bogoslužni sodelavci, ki so lahko ne glede na stan. Pač vsak, ki pač ima osnovno, ne, krščansko življenje. No, tukaj smo lih pri tem vidiku. Ne? Tukaj lahko poročen moški to bogoslužno uniformo, ki so prej govorila, nekako je že kar uniformiran, skoraj tako kot duhovnik, navzven zgleda kot pravi duhovnik. In ne vem, ali se kot dojema nekako to, ali kakšna je ta razlika med pravim pa manj pravim ali ne pravim poročenim duhovnikom v tem primeru? Gre za posvečenost. Pravi duhovnik je izvzet iz ljudi, posvečen, maziljen, z krizmo in dan nazaj ljudem za tisto, kar se nanaša, kar je bogoslužja. Medtem ko poročani moški, ki so, ali pa neporočani, ki niso posvečeni, ampak so izmed lokalnih ljudi, so pa vzeti iz te lokalne skupnosti, jim damo samo albo, ki je znamenje krščenih, belo oblačilo, belo albo, in v tej albi, ki je potem takem po dogovoru bogoslužno oblačilo za evharistijo, pomagajo pri tistem delu, ki je hitreje opravljen ali pa ki pač terja neko določeno pomoč duhovniku in lahko vključuje tudi tiste, ki niso posvečeni, kajti ne delajo tistega, kar je pridržano posvečenemu. To je posredovanje kruha in vina v resnično Jezusovo telo in kri. Torej pri duhovništvu ni uniforma tista, ki te definira v bistvu, ampak ravno ta maziljenje.
Tako, ja, točno to. Ni uniforma, ki definira, ampak ima ziljenje in polaganje škofovih rok, kar pomeni, da v ekstremnem primeru jaz lahko mašujem tudi nag, ne, če sem, ne vem, v zaporu zaprt, ali v samici, ne, me zapravijo, pa prsjat imam kruh in vino in 3 kapljice vode, jaz lahko mašujem tudi tam, pač sam. Tudi brez vsega, brez vseh oblek in brez oltarja. Medtem ko obleke pa imajo svoj pomen, ne, pri duhovniškem sta 2 pomembni, ena je štola, to je trak, ki se ga damo čez vrat in naznačuje Jezusovo oblast, ki jo apostoli duhovnikom da delajo v imenu Jezusa tisto, kar Jezus dela. Druga je pa mašni plašč, ki nakazuje Jezusovo naravo, ne, se pravi, da Jezus pride v podobo človeka, prevzame človeško naravo, ima pa svojo božansko naravo. In ko da duhovnik mašni plašč čez sjabe in si ga neko dvigne roke, ko hvali očeta, takrat se plašč razpre in to nakazuje na to, da je duhovnik v vlogi Jezusa, ki je božanske narave, ne, in s tem je Evharistija dejansko je popolna hvalnica, ne, ker duhovnik to izvaja v imenu Jezusa. Pač. Kaj pa tisto le za tabo, kar visi tam, ena halja bela, kaj pa je to? To je pa alba, ja. Alba. To je isto, kot mašni plašč. Ne, to ni mašni plašč. Mašni plašč je pridržan zgradbi cerkve. Te so vedno v cerkvi, medtem ko tle zadnji imam pa albo, ki jo lahko obleče vsak, ki je služabnik okrog oltarja, tudi ministrant jo lahko obleče, ne? Ker je znamenje krščenih. Jaz jo imam pa tle zaradi tega, ker jo velikokrat, ker ne mašujem zmeraj tle pač za cerkve, ampak greš sem pa tja in sabo neseš albo in takrat, ko jo nesem sabo, vzamem to. Eno drugo imam pa v zakristiji, ne? Ja. Ok, smo še malo se vrnili nazaj na obleke, tako da so ta manjkajoči del izpolnili, zanimivo. Bi pa šla naprej to, glede teh moških, ki razmišljajo, oziroma fantov. Torej, en od korakov, ki je prelomen, je ta obisk škofa. Torej, greš se predstaviti, mu poveš svojo situacijo. Če temu tako rečemo, a je to neke vrste zaposlitveni intervju? In v bistvu, kaj bodoči delodajalec, če bo bodoči, vpraša potencialnega kandidata. Oziroma, kakšno vprašanje škof običajno postavi takemu kandidatu? Kaj bi bilo priporočljivo ali pa ne bi smeli spustiti na takemu zaposlitvenem intervjuju? Kaj bi ti vprašal, če bi bil škof? Mislim, ja, do neke mere bi lahko dal to primerjavo, bomo rekli, oziroma bi lahko to besedno zvezo uporabil. Je neke vrste, jasno, da je tudi tak intervju, gre pač za osebne podatke, za svojo lastno zgodbo. Tisto, kar je pa vsekakor nujno, je pa, da kandidat prinese dokazilo, da je krščen, da je kristjan, da je birman, ker pač, če želi postati duhovnik, mora biti birman, ampak tu seveda ni pogoj, ni sine qua non, pač ne, lahko je v končni fazi tudi kasneje pobirman, mora pa biti krščen, ker v duhovnike posvečujemo samo krščene, moške, in ne sme biti novokrščeni, kar pomeni, da ne bomo nekoga pred krstom sprejeli, ga vzgajali za duhovnika in 1 let pred duhovniškim posvečenjem krstili. Ker novokrščeni naj ne bojo duhovniki, ker pač še nimajo dovolj izkušenj, ker se niso utrjeni v Kristusu. Pa vendar to ni zaposlitveni intervju, zaradi tega, ker se s tem intervjujem začenja neka zgodba, pač, zgodba odnosa, ki jo škof in kandidat začneta skupaj hoditi, se spoznavata in tako naprej. In torej to mnogo presega ta zaposlitveni intervju. Kako pa to zgleda, je pa odvisen čisto od vsakega škofa, ker v osnovi je škof tisti, ki bo kandidata sprejel, ga potrdil, da ga hoče imeti, in torej je na škofu, da ga pač spremlja. Ampak to ni edini intervju, ko se ti v času priprave, v času treninga, da postaneš duhovnik, imaš itak redno pogovor s škofom. In torej
to je ta prvi predstavitveni intervju, ki je pač jasno, da pomemben in tako naprej. Gre za temeljno življenjsko situacijo, svojo lastno zgodbo in temeljno hrepenenje, pač kaj si želiš v osnovi, ne, v življenju, zakaj si tukaj, po kaj si prišel, bomo rekli. Ne. Nadaljuje se pa, ne, ker imaš pač mnoge intervjuje s svojim škofom, se nadaljuje z vsemi možnimi podrobnostmi. Pač v osnovi škof te pozna, kdo ti si in kaj živiš. Gre tudi za privatne zadeve, ne, in tle je seveda temeljna razlika med pogodbo in družino. V družini mogoče najbolj govoriš o privatnih zadevah. Mislim, privatni, tiste, ki niso službene pač, ne, o svojih osebnih hrepenenjih, o svojih stiskah, dvomih in tako naprej, ranah, ne, o svoji družini, o svoji, ne, kaj te je zaznamovalo, kaj te ni in tako naprej. In v teh, mnogih intervjujih s škofom pride na pladen vse to. Kaj bi pa ti vprašal enega, prvič se pojavil pred tabo, pa da bi skušal ugotoviti, ta je ali ni, mislim tako, da si ti škof, pa da pride do tega. Kaj bi ga hotel ti vprašati? Glede na to, da to lahko variira od škofa do škofa. Ja. Tu pravim zaradi tega, ker sem imel z različnimi škofi. V času, ko sem bil bogoslovec, sem imel intervjuje z različnimi škofi in sem videl, kako imajo različne pristope. Pač, ne. To sem čisto pač opazil, no, in da nimajo nekega muštra, ki mu sledijo. Ne vem, kaj bi, jaz bi po mojem, ne vem, katero vprašanje bi ga mu postavil, vsekakor bi ga pustil, da govori o sebi, pač, ne, tako, mogoče, zakaj si tukaj, pač, ne, tako, katera je tvoja motivacija, ne, kar je malo bolj tako splošno vprašanje, zdaj ni čisto tehnično vprašanje, ampak to vprašanje dopušča, malo širšo zgodbo, kjer se ti bolj odpreš in poveš malo več o sebi. To naj bo pa eno izhodišče, po mojem mnenju, ne, ker kot rečeno, en bogoslovec, vkolikor, ne, bo vztrajal, začenja neko pot in na tej poti se bomo še srečali, tako da bova imela še čas, da rečeva to ali ono, na to ali ono temo. Omenil si še tudi neke zaposlitvene pogoje oziroma izločilne pogoje za poklic duhovnika. A je seznam še daljši, tako kaj so, bom rekel, neki razlogi, zakaj ni fajn ali pa zakaj nekdo ne more biti duhovnik? A je tudi kakšno testiranje primernosti v končni fazi, se imamo tudi za kakšne službe, če se želimo zaposliti, moramo tudi kakšno psihološki test dati skozi in tako naprej. Delodajalec pač to lahko zahteva v končni fazi, a ne, da preveri, rangira kandidate in tako naprej. Ja, seveda, tle gre gotovo za podobno dinamiko, pač, ne. Torej, dva pogoja sem že omenil, ne, tisto, kar je človekova odločitev glede načina svojega spolnega življenja, drugo je poročenost pač. Pa so pa še čisto tako temeljni antropološki, človeški pogoji, ne, pač človek, da je uravnovešen, da ima neko psihološko zdravost in trdnost, ne, to je gotovo pač pomemben pogoj, ki ga preverimo tako v skupni hoji, ne, ko ti pač spoznavaš človeka, kot tudi s pomočjo profesionalcev. Recimo? Kako? Recimo, omenil si profesionalce, recimo? Tako, psihološkega testa ali pa... tako, prav. Ja, to spet zavisi od vsakega bogoslovja, ne, na kak način konkretno to naredijo, ne. Jaz vem, da ZDA v cerkvi, pač zaradi svojih mnogih izkušenj in tudi svoje, bi rekel, denarne kulture, ne, kjer se vse drago plača, pač, ne, oni se zavarujejo in te 5-krat preverijo in te bolj preverijo, ne, s profesionalci glede tvoje psihologije, ne, da ja, nimaš kakšnih rizikov, pač, ne, v svoji, bi rekel, v svoji osebnostni zgradbi. Imaš pa tudi tisto, kar imenujemo moralno, pač, bi rekel, čistost, ne, ali pa, ja, da si moralno neoporečen, kar pomeni, da si neoporečen glede tega, kako živiš, ne. Ne gre tukaj za psihologijo, za človekovo
osebnost, kot gre za človekove odločitve. Ne. Se pravi, če si ti kot duhovniški kandidat moralno oporečen, da delaš stvari, ki so pač ali v svoji naravi greh, ali lahko dajejo zgled, ki bi bil pohujšljiv, ne, potem te lahko škof vedno zavrne. Pač, ne. In reče, pač, ti bi rad bil duhovnik, jaz pa tega nočem. In torej od tukaj se posloviva. Ne, zaradi tvoje moralne, rekel, podobe, ne, ali pa zgleda, ki ga daješ. Nimamo pa zdaj, vsaj kar jaz vem, no, tako, zdaj mogoče sem kakšno stvar pozabil, se ne zavedam, no, ampak tako vsekakor nimamo neke prav uradne liste, ki bi bila vse tako svetovna, ne, vse cerkvena, in da bi rekel, imamo 9 pogojev za to, da nekdo postane duhovnik, ne. Ker zaradi tega, ker je duhovniška služba, ne, ni vnaprej določena, ampak se lahko za nekatere tudi do te mere prilagodi, da če tudi imajo, ne vem, neko hibo, recimo ne morejo se učiti, niso sposobni narediti mature, ali pa kumi naredijo faks, ne, ali pa tako rekoč ga ne naredijo, ne, pa mogoče jim malo skozi prste pogledamo, ampak to še ne pomeni, da ne more opravljati duhovniške službe. In torej lahko tako osebo, ne, naredimo neke vrste izjemo in ga vendar naredimo za duhovnika, ne. Ima neko, ne vem, telesno hibo, ne more biti rokodelec, ne. Ampak to ni pogoj, ki bi bil sine qua non za to, da nekdo postane duhovnik, ampak lahko ocenimo, ker pač človeka poznamo, da vendar, ne, tako osebo želimo posvetiti za duhovnika. Super. Zdaj ob koncu te serije, to je predvidoma zadnji del, bi te vprašal še čistko, kako je biti duhovnik v osebi Janeza E. Rusa. Mogoče zaupaš kakšno pričevanje, ki te je potrdilo, da si v pravem poklicu, in da je to tvoja res tista življenjska izpolnitev. Pa tudi ljudje, recimo, se pogosto sprašujemo, ali smo zgrešili poklic, ali bi mogel menjati službo in tako naprej. Kako ti veš, da je to to? Lahko bi tudi postal, kulturni antropolog, igralec in tako naprej. Jaz nikoli nisem imel tako zaresnih dvomov, no, ali to tu, ali sem zgrešil poklic ali ne. Tudi nezaresnih dvomov nisem imel, no, če sem čisto iskren. Sploh nisem imel dvomov glede izbire samega poklica. Imel sem boje glede tega, ali je smiselno tisto, kar počnem ali ne, to ja, ki sem jih omenil prej. Glede raztrganosti srca, ob neodzivnosti ljudi, nekaterih ljudi. Tisto, kar me tako v moji osebi verjetno najbolj potrjuje, je, da sem lahko priča, se pravi, kako bi rekel to po civilno, spremembam ljudi, ne, ki se jim zgodijo in se jim to ne zgodijo iz njihove lastne moči, ne. Jaz nisem tukaj priča temu, da bi se nekdo odločil, da bo pa zdaj začel buildati in bi potem k meni prišel, ne, po toliko časih, da ga jaz potrdim, da se je on pa dosti nabuildal, da zdaj je pa že, ne vem, tako. Ali pa nisem priča temu, da je nekdo se odločil, da bo hujšal in je prišel na, ne, rekel, na ciljeno mejo 80 kil, ne, in tako naprej. Se pravi, nisem priča projektom ljudi, za katere bi bili sami odgovorni in bi jih sami imeli v svojih rokah, ampak sem priča spremembam pri ljudeh, ki so jim podarjene. Se pravi, da so dobro spoznali, da se sami ne morejo osvoboditi, da sami ne morejo rešiti situacije, da jih to popolnoma presega in da ni nobene naravne razlage, kako bi iz neke situacije izšli. In ko pridejo k meni in po zakramentih, po mojih molitvah, dosežejo tisto, kar si želi, po čemer hrepenijo, pa sami niso mogli tega doseči, ne, jaz to vidim. In to pred mojimi očmi. Recimo, dosegli so odpuščanje.
dosegli so ozdravljenje, notranje ozdravljenje, dosegli so telesno ozdravljenje, dosegli so spravo med dvema. Dosegli so, da lahko sprejmejo neko situacijo, v kateri trpijo, ki je objektivno gledano težka, ne, ampak so dosegli osvoboditev od te situacije, ne, da lahko hkrati to situacijo trpljenja živijo in so vendar izpolnjeni. Se pravi, ko je takih situacij vendar kar dost, ki se dogajajo, ne, tudi če je vmes, tudi če so vmes trenutki, ko se mislim, pa pismo, ne, čemu se tu, vendar se rečem, ne, to je samo skušnjava zame, ne, v bistvu, ne, imam tukaj veliko primerov, ko vidim, ne, Boga, živoga Boga na delu, da pač se počutim zares izpolnjenega. Zares izpolnjenega, ja. To je po mojem ena ključnih zadev. Tako mogoče izkušnja, kdaj bi to, v soboto, no, se pravi, to je, no, v glavnem, koliko je to, 3 dni nazaj, sem imel eno izkušnjo, ki mogoče bo zvenela, ampak naj ne zveni nič, mislim, ker dejansko ni. V glavnem, bil sem pri enih prijateljih, pri eni družini, ki imajo 3 fante. V glavnem imajo pač, ne, imajo 3 sinove, ja, in ti 3 sinovi so še precej majhni, tako so stari od 2 do 6 let. In pač po nekem trenutku pač bil sem pri njih na obisku in potem so šli spat, ker tam mali grejo pač malo spat in mi smo si rekli, no zdaj še odrasel se reče, še dobro, da grejo mali spat, pa bomo lahko v miru kakšno rekli in tako je bilo in potem sem se jaz pridružil jim pri večerni molitvi. In smo bili tam pač v njihovi otroški sobi in potem sta velika 2, najprej eden, pa še drug k meni prišla. Ne, jaz sem pač klečal, starši so tudi klečali in potem smo se zahvaljevali, pač tako neka taka čist klasična družinska molitev. In ta male 2 sta imela toliko zaupanja do mene, da sta se mi vrgla v naročje, bomo rekli, no, tako. In ko se ti to zgodi, ne, ko se ti to zgodi, pa nisem nič delal na tem, ravno obratno, jaz nimam tako neke spontane, bi rekel, navade, da bi v otroke se, jaz se dosti bolj spontano vidim pri sebi v starše, bi rekel, skoncentriram, zapičem. Ampak ta male 2 sta očitno, ne, zaslutila, da imata lahko toliko zaupanja z mano, da se mi lahko vržeta v naročje. In to je za mene bilo eno zelo blaženo doživetje, če sem čisto iskren, no. Zelo blaženo doživetje, ki me je totalno poživilo, zaradi tega, ker jaz kot duhovnik pač najprej nimam svojih otrok in ne morem tega doživeti, tudi manjka, bomo rekli, no, mislim tako, kdaj si želiš, da bi imel, da bi rekel, da bi pestval otroka, no, da bi imel ta dotik, to bližino, telesno bližino. Hkrati, ne, pa si predvsem želim, da bi izkusil očetovstvo, ne, kar ga izkušam, glih zaradi tega, ker imam pred svojimi očmi ljudi, ki so v solzah, ki so osvobojeni, ki jih vidim, da se jim je življenje spremenilo, ampak se jim zgodi, da ti en otrok pride, ne, zaradi tega, ker ima toliko zaupanja, ne. Mislim, ko se mi usede v naročje, ne, in hoče biti premijan pri tej molitvi, ne, ja, to je res blaženo doživetje, ne, in pač si pač rečem, evo, za mene je to potrditev, da izžarevam in da sem to, kar naj bi bil, pač, ja. Janez, en velik hvala za vseh 5 delov podcasta Duhovnik v poslu. Hvala tudi vam, gledalci, ki ste sledili podcastu. Kot ste opazili, je naš gost odgovarjal zelo direktno, realno, tako kot je, kar je tudi eden od razlogov, zakaj smo ta podcast pustili v precej surovi in needitirani obliki, brez rezov in produciranja, skratka takšno, kot je sicer tudi življenje samo. Ne moremo ga olepšati, pač vsakdanje življenje. Janez, obrazložil si nam tudi
rokodelsko gesto križa, da ne bom tokrat jaz že spet opletel z rokami. Te prosim, da tokrat pa ti blagosloviš mene, pa vse, ki so si ali pa si še bodo ogledali najin podcast. Hvala tudi Marko za pobudo, za idejo in za dejanje okvirja, ki si ga zelo dobro delal. Prosim. Marko in vsi, ki gledate ta video, naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, naj izlije svoj mir na vas, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Janez, hvala. Lep pozdrav.